Lepo pozdravljeni v prvem novoletnem odmevu tedna. Tokrat bova komentirala dogodke z našim stalnim komentatorjem, z nami je Aljuš Pertinač. Aljuš, lep pozdrav. Dober dan in hvala lepa za povabilo. In srečno novo leto! Tako je. Zdaj še velja menda. Čeprav je tudi ta datum že kar pester. Namreč izvedeli smo, da bodo volitve 22. marca, zdaj je to formalno, ne, in predvolilna kampanja se je začela. Torej, kaj se zdaj mi lahko obetamo od teh volitev? Bo kakšen bistven pretres? Bo mogoče ena stranka spet pobrala tako veliko večino? Kaj vi napovedujete, Aljuš? Ja, vidim, da so začela s preprostimi vprašanji, če se malo pohecam. Ja, težko je reči, kaj se napoveduje. No? Mislim, glavna napoved bi jaz rekel, da bi bila, da zdaj res fiksen ta datum volitev. Saj že prej se je nekako govorilo o tem marcu in koncu marca in tako naprej. Zanimivo, da v Sloveniji, ne glede na to, kdaj so volitve, zmerom so pač neki datumi, okrog katerih se to vrti. Tokrat mislim, da je imela največji vpliv pač Velika noč na določitev datuma volitev. Hitro bojo prišle te volitve. Če računava praktično volilna opravila se zdaj začenjajo, kampanja se bo hitro začela, tako da nekako se mi zdi, da se bo hitro vse to skupaj odvilo. Nismo navajeni, da mandati pri nas trajajo v bistvu 4 leta, vladni mandati, tako da ta nekako v resnici je, in zelo bo hitro ta odločitev. Mislim, da ta hip nihče v Sloveniji ne bi znal ali pa ne more z gotovostjo napovedati rezultata volitev. Imamo sicer brezštevilne javnomnenjske ankete, ki jim ljudje verjamejo bolj ali verjamejo manj. Tisto, kar bi jaz rekel, je to, da se je pokazalo v tem mandatu, da kadar je volilna udeležba relativno nizka in kadar ne gre za vprašanja, pri katerih bi aktualna oblast, to pa sta slej ko prej predsednik vlade in zdaj njegova soproga, dala temu zelo velik poudarek, vladna stran praviloma izgublja. In sedanja opozicija dobiva. Govorimo o evropskih volitvah in govorimo o obeh zadnjih referendumih. Tako da v primeru, da bo volilna udeležba na marčevskih volitvah relativno nizka, da bo nek velik del volilnega telesa ocenil, da to, kar imamo zdaj, ni vredno njihovega angažmaja, če lahko temu tako rečem. Se pravi, da bo en del volivcev aktualnih vladnih strank preprosto ostal doma. Predvsem to pričakujem, da se bo zgodilo pri volivcih Gibanja Svoboda. Nerealno je pričakovati, da bi lahko Robert Golob ponovil rezultat, ki ga je dobil na prejšnjih volitvah. Potem utegne priti do spremembe oblasti. Izkušnje nas pa učijo, da se to zelo redko in zelo težko zgodi, da je ta anti-Janša sentiment pri nas še zmerom zelo močen. Nažalost je to tudi edino, kar ponuja ta nasprotna stran. Se pravi, niti tega več ne skrivajo, da edino, kar imajo za ponuditi, je anti-Janša sentiment, oziroma pod krinko tega sentimenta pač priti na oblast in potem izvajati te rabote, ki jih pač izvajajo, o čemer bo verjetno še govorila, in ki v bistvu smo jih vzeli priložnost praktično slaba 4 leta gledati. Zdaj, če bi mi imeli večinski volilni sistem, potem se ne bi zgodilo, da tista stranka, ki pravzaprav dobi največ glasov, kljub vsemu ne more sestaviti vlado, in potem ima neka mala stranka, ki se priključi v koalicijo ali pa se ne, enako težo kot ta, v bistvu, ki je zmagala. Ali pa še celo večjo. Ja, to drži, ampak veste, vsaka medalja ima 2 plati. Zdaj, debate okoli volilnega sistema v Sloveniji imajo že kar dolgo brado. Verjetno obstaja skoraj konsenz, da obstoječi volilni sistem je daleč od idealnega. Predvsem ni tisto, za kar se v bistvu prezentira. Namreč, da volivci izbiramo, ker dejansko ta hip je tako, da če ti želiš glasovati za določeno politično stranko, pač moraš obkrožiti kandidata, ki ga ta stranka kandidira v tvojem volilnem okraju. Nimaš tu izbire. Tako da tudi, če bi recimo teoretično, če hočemo glasovati za Gibanje Svoboda, pa bi Gibanje Svoboda pač predlagalo kandelaber v narekovajih v našem volilnem okraju, pač mogli kandelaber obkrožiti. Je pa res, da če bi imeli recimo na prejšnjih volitvah večinski volilni sistem, potem bi Gibanje Svoboda Roberta Goloba pač imelo samo
bi rekel, ustavno večino v parlamentu. Ne. Če bi imeli pa dvokrožni večinski volilni sistem, ne, bi se pa teoretično lahko zgodilo, da opozicija sploh nobenega poslanca ne bi imela v državnem zboru. Tako da jaz bi rekel, da idealnega volilnega sistema ni. Tak je zdaj pa res nekako, bi rekel, povzroča to, kar pravite, da sta dva vidika, namreč to, da imamo koalicijske vlade, in drugo, da stranke, ki ne pridejo v državni zbor, pa ostanejo malo pod pragom, ne, ti glasovi v bistvu gredo zmagovalcev. In oba politična pola, ta hip se mi zdi, zdaj zelo resno o tem razmišljata. Namreč, če nakratko povem, kaj se lahko zgodi. Ne? Teoretično lahko recimo Gibanje Svoboda doseže zelo visok volilni rezultat, pa nobeden izmed njihovih potencialnih koalicijskih partnerjev, teh, ki so zdaj, pa te, ki se nekako napoveduje, da bi lahko bili, ne preseže parlamentarnega praga. Ne? Podobno se lahko zgodi tudi na drugi strani. Ne? Recimo, da SDS doseže zelo močen volilni rezultat, pa v državni zbor pride recimo samo še ena stranka, ki bi potencialno šla z njimi v koalicijo. Ne vem, Nova Slovenija ali pa Demokrati Anžeta Logarja, če si bo predsednik SDS Janša premislil glede možnosti koalicije z njimi. Tako da v bistvu dejansko bodo te volitve, se mi zdi, kar zanimive, no? Napete. Neki zaradi situacije, neki zaradi volilnega sistema, neki pa tudi zaradi napovedi, no, sam še to, predsednice republike, ne, da ne kani podeliti mandata za sestavo vlade relativnemu zmagovalcu volitev. No, to smo ravno želeli, imamo predsednico republike, dejansko je rekla, tako kot ste zdaj povedali, mandat bo dala tistemu, ki bo prinesel 46 glasov, ne nujno zmagovalcu. Ja, se je prinesel, ne, se to je, žalostno je, da imamo v Sloveniji v politiki ta hip, posebej na najvišjih mestih, ne, po ustavi pač prva političarka v državi, predsednica republike, ki govori o tem, da bo nekdo nekaj prinesel. Ne. To je pač v podtonu, vidimo, kam pes taco moli. Ne. Tudi ona je šla v politiko zato, da je bo to nekaj prineslo. Ne. Pač njena odvetniška pisarna in podjetja njenega soproga mirno posluje z državo, medtem ko ona predsednica republike. Ne. In zdaj, da bo nekdo prinesel 46 glasov, ne, seveda hkrati pomeni, da nas ne zanima, kako jih bo dobil. Ne. Namesto, da bi predsednica republike že zdaj sporočila državljanom, nam, volivkam in volivcem, ne, da naši glasovi štejejo, nas motivirala, da gremo na volitve, pa pač oddamo svoj glas, ker bo pač ona akceptirala ta rezultat, se pravi voljo volivcev. Saj za to volitve tudi imamo in bo seveda najprej podelila mandat relativnemu zmagovalcu volitev, ker za tistega bo največ ljudi, ki bodo šli voliti, 22. marca glasovalo in si bo želelo, da jim vlada. Ne? Zdaj, a mu bo uspelo sestaviti vlado ali ne, je drugo vprašanje potem kasneje, ampak to bi morali priti v drugem koraku. To pa je pri nas problem, ne? In tak problem smo že imeli. Imeli smo vlado Marjana Šarca, ne? Ki jo je vodila stranka, ki je na volitvah dobila 12,6% glasov. Ne? Mislim, da je bilo nekaj tazga. Vemo, kaj se je s to vlado zgodilo. Ne? Na sred mandata je šla rakom žvižgati. Ne? In zdaj že vnaprej predsednica republike napoveduje, ne? Da teoretično se nam lahko zdaj podobno zgodi. Ne? Se pravi, neka pisana koalicija strank in strančic, ki bodo skupaj imeli en poslanski mandat več, ne? Teoretično kot pa recimo, ne vem, oziroma dva, kot pa recimo druga stran, ne, kjer bo volja volivcev veliko bolj decidirano, večinsko izražena, mogoče za eno stranko. Ne. To so nevarne stvari in da to ona tako lahkotno pove, praktično dobra 2 meseca pred volitvam, ne, kaže na to, da v bistvu ne razume, zakaj v demokratičnem procesu volitev v resnici gre in to je slaba napoved, ne, za volitve in za to, kaj se bo dogajalo po volitvah. Ja, ampak kljub temu, ne, očitno niso tako zelo gotovi na svojih stolih, zdaj seveda z izjemo Nataše Pirc Musar, ki pač nima zdaj volitev, ona je pa zdaj predlagala pač novega kandidata za guvernerja Banke Slovenije, pa potem 3 ustavne sodnike, ne, hitro hitijo zdaj pred volitvami. Zdaj med drugim pa tudi varuhinjo človekovih pravic Simono Drenik Bavdek. To je pa gospa, ki je bila na nek način vpletena v to našo arbitražo, v telefonska prisluškovanja. Kaj vi mislite o tem prvič, da hitimo zdaj pred 22. marcem, da takoj zapolnimo vse proste sedeže in pa ta gospa Simona Drenik, je to primerno, da se javka?
predlaga. Ja, veste, to je očitno nek naš, bi rekel, kulturni, nacionalni vzorec, ne. Tako kot se zmerom vsi zaletimo, ne, da bomo čim prej prišli na avtobus ali pa do sedeža, ne, to tako tudi politika ravna. Ni to po moje neka posebnost, mislim, da pred iztekom mandata vsaka politika to ponovadi počne. To je gotovo slabo sporočilo, ne? Ker je jasno, kaj je motiv. Drugič je jasno, da postopki, ki so že tako pri nas problematični, da imamo že zdaj težavo, da se rekrutirajo cedalje slabši ljudje po znanju, sposobnostih, izkušnjah in kvaliteti za te pomembne funkcije, ne? Potem pa s tem hitenjem v bistvu še bolj negativno sporočilo dajemo kakim resnim kandidatom, ne? Da se v ta cirkus v narekovajih sploh nima smisla spuščati, ne. Predlog za varuhinjo človekovih pravic pa moram reči tudi mene osebno presenetil, no, ker nisem bil seznanjen, da bi dotična oseba do zdaj na tem področju bila kakorkoli aktivna, tudi ne vem, kaj bi bile njene kvalitete, ne. Da je pa znana potem pač iz ene največjih v bistvu tudi zunanje političnih ali pa, če hočete, mednarodno-pravnih afer Škodo imamo v še danes, zgodovini samostojne Slovenije, ja, kjer so pač razni, bi rekel, tudi posledice bile dolgoročne pa to. In zdaj kandidira za varuhinjo človekovih pravic. Jaz ne vem, ali je to nek poskus rehabilitacije te osebe, če ja, zakaj recimo na ta način, zakaj predsednica republike to počne. Nisem seznanjen, da bi vmes neka nova dejstva prišla v javnost, ki bi nakazovala na to, da je potrebno gospo na tak način rehabilitirati. In razen svojih pravic za nazaj si težko predstavljam, katere bi še lahko učinkovito branila. Ali pa mogoče, ker je bilo rečeno, da se pričakuje od predsednice države, da bi tudi kakšnega bolj desnega kandidata kam predlagala, ne. Rečeno je bilo seveda mišljeno za ustavne sodnike in je zdaj mogoče kot ravnotežje in da se dokaže, da so tudi drugi kandidati primerni, je izbrala to gospo Simono Drenik. To je možna ena razlaga, ne. Zdaj, če je predsednica hotela s tem bolj uravnotežiti zastopstvo na teh funkcijah, potem v redu, ne. Je to za pozdraviti, ampak pa možna razlaga tudi, da je preprosto vseeno, kdo je varuh človekovih pravic in da pač tja lahko predlaga kogarkoli, ne. Vemo primer iz recimo Singapurja, kjer po volitvah žrebajo, kater poslanec tam bo predstavljal opozicijo, ne. Ja, zanimiv model mogoče. To neke vrste žreb tudi tu, ja. Tudi tu. No, kljub temu pa seveda so zaskrbljeni tudi v Gibanju Svoboda, namreč ni jim uspelo, seveda Urški Klakočar Zupančič, že za Božič je želela razpisati izredno sejo. Naj povem, da smo zdaj imeli v mandatu 127 izrednih sej, pa 37 rednih, ne. Saj to je pravzaprav noro, no. Ampak ona je želela kljub temu imeti še eno izredno sejo, da bi v bistvu prepovedali kandidirati na volitvah poslancev, ki so bili, tako so rekli, politični zaporniki, ki so politični zaporniki, seveda niso dobili potem dvotretjinske večine in te seje ni bilo. Bi morali to urediti, kaj menimo o tem predlogu? Ja, zdaj najprej človek dobi vtis, da vse v povezavi z predsednico Državnega zbora izredno, ne. Tako da ne čudi, da v času, ko je ona vodila hram demokracije, ne, največ izrednih sej, ne, zelo malo rednih, ne. Tudi ta predlog je na nek način izreden, ne. Zdaj nisi treba slepiti, vemo, kam pes taco moli, ne. V Sloveniji nikoli niso politično motivirani predlogi zato, ker bi želeli urediti neko področje ali nekaj sistemskega spremeniti, ne. Ampak zmerom je bodisi to uperjeno zoper nekoga ali pa prinaša neko neposredno korist tistemu, ki je ta hip na oblasti oziroma ki to predlaga. In v tem primeru isto, ne. Jaz se bojim, no, sej to malo bi rekel ironično, malo pa tudi skrbjo v glasu povem, če bi predsednica Državnega zbora predlagala zakon, ne, da prepoveduje Janezu Janši, da kandidira na marčevskih volitvah, mogoče več celo imela možnosti, da bi dosegla recimo dvotretjinsko večino, ne. V takem stanju pač mi ta hip smo, ne. To je tudi neverjetno, da je ena država talec enega človeka, ki je hkrati v opoziciji, ne. Imamo veliko primerov, kjer so države
talke pač ljudi, ki so ta hip na oblasti. Imamo velike države, recimo svetovne vele sile, celo pa neke majhne države tam, južnoameriške, ki imajo neke naravno bogatstvo, če se malo pohecam. Ampak Slovenija pa je eden redkih primerov, če ne edini, kjer smo pa talc človeka, ki sploh ni na oblasti, in ki je tudi malkrat bil na oblasti, in takrat, ko je na oblasti, se itak vsi mobilizirajo proti njemu. In zdaj se njega toliko bojimo, da bi pač predlagali zakon, da sploh kandidirati ne bi smel, zato da ne bomo v strahu, kaj se lahko zgodi, kaj on lahko prinese. To je noro, ker mi fokus in energijo in tudi poslanske glasove usmerjamo v stvari, ki so čist zgrešene in ki s prihodnostjo te države nimajo nobene zveze. Ja, in vedno ad personam, da tako rečem po osebi, ne pa ad rem. Zdaj pa, če greva ad rem, to se pravi k stvarem, ki so vredne razmisle, kaj pa takole. Vprašanje, kaj bo prepričalo teh 17% neodločenih. Namreč prav Gibanje Svoboda je napovedalo, morate misliti, nepremičninski davek, to je ena stvar. Potem so pa napovedali v Levici, da bodo na nek način napolnili, zasegli v bistvu prazne nepremičnine. Aktivacija so rekli, aktivacija praznih stanovanj. Jaz mislim, da sta že ti dve temi taki, da bosta odgnali volivce, ali ne? Ali je še vedno Janez Janša ta, ne? Ja, zdaj, zdravo razumsko bi človek pričakoval, da to jim ne bi koristilo. Tudi načeloma v teoriji, veste, v politični teoriji, po teoriji političnega marketinga, ne vem, če bi kakšen strokovnjak z tega področja zagovarjal, da ti par mesecev pred volitvami napoveš take stvari. Recimo neke posege v zasebno lastnino, pa neke nove davke, ker vemo, da davčni primež se je v tem mandatu že bistveno povečal. Čeprav mora biti iskrena gospa Petrovčič, ko se človek vozi po slovenskih avtocestah, pa vidi neke jumbo plakate, ki nam sporočajo, da imamo več v žepu, kot smo imeli prej, in kot bi imeli, če bi bil ta nesrečni, grozni Janez Janša. Sicer v praksi tega ne občutimo, ampak veste, tudi včasih je bil en vic, še v prejšnji skupni državi, ko je na neki točki zmanjkalo mesa, ni bilo mesa za dobiti, pa so rekli, da gremo tako hitro v komunizem, da nam živina ne sledi. Se pravi, mogoče je tu zdaj tudi tak primer, da tako hitro gremo naprej z znižanjem davčnih bremen, da naši žepi ne sledijo, tega ne občutimo. Ne vem, kaj bi rekel, a bo to vplivalo ali ne bo vplivalo, ker že do zdaj bi človek pričakoval, da sicer je nižja javnomnenjska podpora, kakor sem prej rekel, kakor je bil volilni rezultat, ampak vendarle še zmeram za moj okus presenetljivo visoka. Vam pa lahko povem čisto osebno izkušnjo zdaj v prazničnem času, sem se uspel celo nekaj družiti z ljudmi, in mi je par reklo, da dolgotrajno oskrbo so pa zdaj uredili. In sem bil pač v bistvu šokiran na tem, ker ni nobenih znakov, da bi to bilo urejeno. Vse, kar slišimo lahko javno in kar nam tudi povedo mediji in inštitucije, je, da ni nič urejeno. In da mislim, da nazadnje sta bila 2 človeka, mogoče je zdaj že kar par več jih v to sistem vključen. Vsi to plačujemo, izvajalci, ki jih tudi pač, bi rekel, zdaj preko svojega posla srečujem, mi pravijo direktorji teh domov za starejše in tako naprej, da zadeve ne funkcionirajo, skratka, ampak eni pač mislijo, da je stvar urejena. Verjamejo. Ja, verjamejo, točno tako. Ne bi si upal reči, da bi recimo vzeti ta davek, pa to zaseg, aktivacija pač neke zasebne lastnine. Ker jaz sem razumel, da ko smo šli v samostojno državo in pač v nek pluralni demokratični sistem, smo šli tudi s tem namenom, da zasebna lastnina ostane nam in mi z njo prosto razpolagamo. Se to je pa ustavi. Če s tem pač seveda ne škodujemo drugim ali če tega ne uničujemo na način, da bi ne vem, prizadel okolje ali karkoli. Tako da zdaj ta logika, da ker je država ne zna ustrezno poskrbeti za to, da bi mladi recimo si lahko ustvarili družino pa prišli do svojega stanovanja, bomo zdaj pobirali stanovanja tistim, ki jih imajo in pač z njimi nič ne počnejo. Jaz ne vem, kje se to konča, ker teoretično recimo jaz imam lahko doma, ne vem, kolo, ki ga ne vozim. Eno prazno sobo, kabinet. Država bo prišla pa bo rekla, poslušaj, ti imaš kolo, s katerim se ne voziš, tam je človek, ki recimo pa rab kolo, ali pa mi mislimo, da rab kolo, ali pa ne vem, si ga ne more privoščiti, bomo zdaj tvoje kolo vzeli, pa bomo dali njemu. To se mi zdi malo
nenavaden način urejanja stvari v 21. stoletju v družbenem sistemu, kakršnega mi saj na papirju živimo. Ne. No, to se pravi, najbrž na neki novi, na posterju, plakatu ob cesti mogoče lahko napišemo obljubljajo nepremičninski davek in aktivacijo praznih stanovanj. Pazite, kaj volite. Možno, ja. Po drugi strani pa me ne bi presenetilo, če naslednjič bi kolumne, soproge predsednika vlade objavljali tekste kar na jumbo plakatih ob avtocesti. Ja. Ker verjetno, sicer je zdaj berem, da so pač zastonj, edina kolumnistka v Oni Plus, to pač reviji oziroma prilogi Dela, ki se lahko bere zastonj. Ampak vseeno ne verjamem, da ta revija doseže toliko volivcev, kakor bi jih morala, da bi dosegli ta učinek, da bi recimo se ona z soprogom obdržala na oblasti, tako da jim svetujem, da naslednji korak bi lahko bil, da kolumne objavljajo kar na jumbo plakatih ob avtocesti, ker glede na to, kako nas vsakič sneg preseneti, ti se enkrat, ko pade na leto, pa pol stojimo v teh kolonah, bomo imeli čas to brati. Ja. No, seveda pa je tudi zaskrbljena gospodarska zbornica, da ne rečem gospodarstvo, in Mitja Gorenšček opozarja, da seveda ne bo šlo to tako enostavno, torej 1000 evrov minimalne plače neto, kar pomeni bruto je več kot 1400. To se pravi, ta koalicija, to je treba vedeti, ona uničuje in posameznike in naš denar, naše denarnice, pobira davke kar tako in seveda tudi gospodarstvo, da ne govorimo o tej zloglasni božičnici, ki je zdaj postala celo ime leta, saj vemo zakaj, ker je to spet ta politični marketing, pa novoletna jelka je bila božičnica. Pa sploh ni božičnica, je zimski dodatek. Ja, zdaj je zimski dodatek. Se pravi, je to tudi neko zlagano ime v resnici. Tako da, kaj si lahko mislimo? Ali bo gospodarstvo tisto, ki bo na nek način ustavilo to koalicijo in naredilo volitve? Ja, jaz sem recimo po političnem prepričanju osebnem sem socialni demokrat, tako da jaz absolutno podpiram pač minimalno plačo in visoko minimalno plačo, ampak ne na način, kot se zdaj dela, da bomo kmalu vsi na minimalni plači. Jaz sem recimo direktor 3 podjetij, ta hip, pa če bo šlo tako naprej, pa če bo še ena vlada Roberta Goloba, bom kmalu na minimalni plači, kaj hočem reči. Mi bi morali dvigovati minimalno plačo z povečanjem dodane vrednosti na zaposlenega in s povečanjem produktivnosti. Vlada Roberta Goloba na tem področju ni ničesar naredila, da bi to omogočila. In zdaj pač predvolilno v želji, da si pridobi neke volivce, pač dodatne glasove na volitvah umetno dviguje to minimalno plačo. Hkrati nam pa preko davkov in ostalih obveznih prispevkov, kot recimo dolgotrajna oskrba ali pa obvezni prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki je sicer ukinjen, baje v bistvu vsem nam, ostalim, ki nismo na minimalni plači, ta hip znižuje plače. Tako da očitno je cilj. In jaz se bojim, da če bojo ponovili vladni mandat, ga utegnejo celo doseči v naslednjih 4 letih, da bomo na koncu vsi, razen njih seveda, na minimalni plači. In potem bo vseeno, bo ta 1000 evrov ali bo 1400 evrov, ker pač enostavno vemo, da z minimalno plačo se ne bo dalo živeti, ker vse ostale stvari, ta draginja, ki se dogaja, nekaj je zunanjih dejavnikov, veliko je pa tudi notranjih dejavnikov, ki jo povzročajo. Ampak veste, tudi zoper to ima ta Robert Golob in Tina Gaber zdravilo. Pač ustanoviš tam nek urad, ki meri ta dvig cen in nam vsak mesec sporoči, da se cene niso dvignile. Mi spet tega ne občutimo, ko gremo v trgovine in vidimo, da je vse dražje, kot je bilo prejšnji mesec. Ampak da se ne bi vračal na ti svic, očitno nam živina tudi zdaj, ko ne gremo v komunizem, ali pa mogoče gremo, pa nam tega še niso povedali, nam tudi ne sledi. Ne sledi dobro. Ja. No, ampak vendarle zdaj začela se že volilna kampanja. Praktično ta teden smo bili priča prestopu poslanca Vatovca iz Levice k Hanu. To se pravi, to je presenetilo in Levico in mnoge pri Hanu in celo Golob je bil na nek način malce slabe volje. Kaj se zdaj dogaja? Zakaj je Vatovec prestopil? V bistvu je tu bi skoraj človek lahko rekel, da gre za neke vrste zaroto. Ja. In sicer zaroto do nedavno še vodje poslanske skupine antistranke Levica in predsednika Socialnih demokratov. Ker vtis nastane, da se samo ona dva vedela.
da bo Očitno. Tašner Vatovec za soprogo. Ne, pa žena od Vatovca. Soprogo, ja, ne, se to je tudi, mislim, to je neverjetno, ne. Vidite, kako zgledi vlečejo, ne. Zdaj, ko se je predsednik vlade poročal in na nek način, zdaj soproga, ki nima formalno nobenih, bi rekel, niti pooblastil na nobenem položaju, ni pa nič, njen status sploh ni definiran, ne. V slovenskem pravnem redu ima blazen vpliv na njega, na vladne politike in na vse skup. In zdaj očitno ti zgledi vlečejo in zdaj tudi, ko poslanci prestopajo, v bistvu še soprogo zraven, pripeljejo iz ene stranke v drugo, ja. Ampak šalo na stran, ja, očitno je šlo tudi za nek interni dogovor med Hanom pa med Vatovcem, Tašner Vatovcem, tako se saj v javnosti predstavlja, ne, Han se celo upravičuje članom stranke, da jim za to ni povedal, ne. Ne vem, odkot taka skrivnostnost, je pa res nenavadno, ne, da par mesecev pred volitvam pač vodja poslanske skupine ene stranke, ne, čeprav formalno iz istega političnega pola ali pa iz koalicije, prestop v drugo stranko, ne. To je res nenavadno, tudi ne spomnim se tazga primera, pri nas smo imeli bolj druge primere, ne, da so pač poslanci prestopali, bi rekel, čez, ne, politične bariere, ne pa znotraj tabora. Kaj to pomeni? Ja, ne vem, za Levico gotovo nič dobrega, ne. Levica se potaplja, ne? Ja, to težko, zdaj ti to pač upravičiš, ti lahko, kot je poskušala tudi sokoordinatorka, ne, antistranke Levica, pač njega zdaj neki osebno s tem umazati, pa reči, da je on izdal pa to, ampak sporočilo je dosti močno, ne, se pravi, kapitan ali pa eden izmed kapitanov te ladje, ne, pač zapušča ladjo, če pride se do konca potopi. Se potaplja, ja. Pri SD pa tudi ne vem, kaj točno bojo s tem pridobili, ne, ker do zdaj nisem zaznal, da bi nekako bilo neko mnenje, saj ne prevladujoče v smislu, da je da on bolj pašel SD ali pa ne vem. Ne, pa kritiziral jih je. Saj SD v vseh teh aferah in oni so prvi bili kritiki SD. To sploh, ja. Saj Levica, tudi sicer, ne, poslanci Levice nimajo kaj dosti lepega zapovedati o svojemu koalicijskemu partnerju, ne, saj kar se Socialnih demokratov tiče. Predsednik vlade verjamem, da je užaljen in prizadet, ker ni vedel, ne. Če ni vedel, ker on je ponavadi užaljen in prizadet, če se ne ve. Zdaj na našo žalost veliko stvari ne ve, ne. Tudi takih, ki vplivajo na to, kako on vodi državo, pa kako mi živimo, ne. Tako da boljša obveščenost predsednika vlade bi lahko bila ena novoletna želja, ki bi vsi držali pesti, da se nam izpolni. Ja, to so pač ta neka preigravanja v tem, kar so prej govorila, malo prej, ne. Se pravi, kako zdaj doseči, ne, da bomo imeli 46 glasov, ne, da jih bomo prenesli predsednici Nataši Pirc Musar, da Bog ne daj, ne bo Janša na oblasti, hkrati pa ne, kako to zdaj doseči, da bomo prišli do teh 46 glasov, ne. Ampak lahko oba dva izpadeta iz parlamenta. Teoretično seveda lahko, ja. SD tudi ni najboljši božji. Tudi recimo Prerod, ne, sicer to ni zelo verjetno, ker to bi pač 1, 2 mogoče, da bi vse je malo verjetno, ampak ja, teoretično ja, ker če bo Gibanje Svoboda, če bo Robert Golob želel tekmovati z volilno podporo Janeza Janše in SDS-a, če bodo v anketah želeli predstaviti, da Golob mogoče celo vodi, ne, videl sem eno anketo pred dnevi, kjer imata Golob pa Zoran Stevanović v resnici praktično sama večino v naslednjem parlamentu, ne. To bi bil zelo presenetljiv, sam tako, to bom rekel, rezultat marčevskih volitev, vsaj zame, ne. Skratka, če bodo zelo pritiskali na to, ne, da je treba glasovati za Goloba, če hočemo preprečiti novo vlado Janeza Janše, se utegne zgoditi, ja, da bo marsikera od teh strank, ki so zdaj recimo tam na robu parlamentarnega praga, na koncu ostala zunaj njega, ne. To bo veliko odvisno tudi od mnenjskih voditeljev in centrov moči te tranzicijske levice, anti-Janša tabora, kakšna sporočila bodo dajali, ne. Če primerjamo leta 2008 na volitvah, ne, nekdanji predsednik Milan Kučan rekel, da je treba voliti trojček, ne, se pravi SD, Zares ali LDS, takrat ne, lahko si sam zbral na rekovajih, za kjer ga boš glasoval od teh treh, ne. Zdaj, če zdaj bojo taki pozivi, potem pač je to boljše za te manjše stranke, ne. Če teh pozivov ne bo, ne, in bodo sam pozivi, ne smemo pustiti, da pride Janša na oblast, ne, pa bo težje. Sej tudi omenjeni prestopni poslanci, ne, spet z Janšo opravičil, zakaj to počne. Ja, ni to fascinantno. Se pravi, Janša je toliko nevaren, da povzroča celo prestope med koalicijskimi strankami poslancev iz ene v drugo, ne.
Skratka, danes lahko karkoli praktično v Sloveniji upraviči s tem, da je to zaradi Janeza Janše. Tudi če te policija ustavi, da si prehitro vozil, lahko rečeš, da je to zato, ker se bojiš, da bo Janša spet prišel na oblast, pa mogoče te celo spustijo, ti ne napišejo kazni. V to smer izgleda, da gremo. Ampak ali lahko zdaj to napravi tudi razpoke v koaliciji? Zdaj je možno, da bi koalicija razpadla? Razpadla ne bo, ker ni časa. Tudi če bi razpadla, spomnimo se, ko je Miro Cerar odstopil, smo imeli predčasne volitve, ki so bile za tem, ko bi bile razpisane redne volitve. To je spet en tak karikatura pač našega političnega sistema, kakršnega imamo. Res je, da takrat, ko smo ga delali malo na hitro, pa verjetno z dobrimi nameni, ampak zdaj se je pokazalo, da nekih stvari nismo najboljš zadeli. Gotovo to ne vpliva dobro na odnose znotraj koalicije. Vendarle človek bi pričakoval, da ta vlada bo še kaj dala od sebe do volitev, pa pol tisti čas po volitvah, preden bo nova vlada prevzela oblast. Sicer glede na njihov, bi rekel, rezultate bi skoraj mogoče bilo bolj, če ne bi nič dala od sebe, ampak vendarle, pač odnosi ne bodo rožnati, in tudi kasneje, recimo, ko se bodo pogovarjali, kako zbrati tistih 46 glasov, da jih prenesejo predsednici republike, ne vem, kako se bodo takrat gledali med sabo. A bo potem Tašner Vatovec, ne vem, kot teoretično potencialni novi vodja poslanske skupine Socialnih demokratov se tam pogovarjal z nekim vodjo poslanske skupine stranke Levica. Ampak zaenkrat, če nismo tam. Pokazali so že do zdaj, da znajo biti zelo preračunljivi, tako da mogoče bodo po volitvah vse te zdajšnje kobajagi zamere pozabljene in bodo spet vsi ena velika, lepa, srečna družina. Torej, kam bo šel Luka Mesec? Janez Janša je napovedal, da je Luka Mesec zdaj naslednji. To se je že dalj časa govorilo, posebej takrat, ko je izgubil, ko ni uspel, da bi postal še naprej koordinator stranke Levica, pa so zdaj to rešili čez nekaj časa, da so ga kar določili, da je sokoordinator. A veste, problem je, če imaš ti politične stranke, ki vodijo državo, ki ves čas svojega obstoja niso uspele izvoliti predsednika stranke. In še zdaj ga nimajo in imajo neke koordinatorje. Se pravi, v bistvu imajo neke, kako bi rekel, neke konferencijeje, ki zdaj usmerjajo to stranko, namesto da bi imeli nekoga, ki jo vodi. Luka Mesec, je mogoče tudi kandidat, čeprav jaz mislim, da Levica ima predvsem problem z svojim bivšim poslancem Miho Kordišem. Ker če sva zelo natančna, če bi zdaj nekoga v Sloveniji vprašali, kdo je največji socialist v državi, mislim, da Miha Kordiš bi prej prišel ljudem na misel, kot recimo Luka Mesec, Asta Vrečko, Tašner Vatovec in podobni, ker Kordiš, vsaj to je treba priznati, da on zgleda, da res verjame tisto, kar govori. Medtem ko ostali predstavniki Levice govorijo eno, delajo drugo, živijo pa čisto tretje življenje, ki nima zveze s tem, kar v političnem smislu oni zagovarjajo. Tako da ne vem, kaj se bo zgodilo s stranko Levica, ampak izkušnje iz SD kažejo, da ko so oni dobivali te neke prestopne poslance pred volitvami, se jim to ni kaj precej obrestovalo. Edini primer nasprotni je bil takrat leta 2008, ki so tiste lastovke iz LDS-a pač prišle, Rob, Cvikl in tako naprej. Medtem ko, da bi rekel, da so neki drugi primeri, kjer so se z nekimi manjšimi strankami povezovali ali pa to, da bi jim to na volitvah prinesli nek rezultat dodaten, je bil prej obraten učinek. Pa še ta, bi rekel, čist mini interna zadrega je, da očitno bosta zdajšnja vodja poslanske skupine SD, Meira Hot, pa novo prestopljeni poslanec kandidirala v isti volilni enoti. Konkurirala. Ni za pričakovati, da bi SD dobila več kot enega poslanca iz kjerkoli volilne enote, pa tudi ne iz te konkretne. Tako da tudi tu zna biti zelo zanimivo. Napeto. No, ampak na drugi strani pa Prebilič se ni povezal z Dimovskim. Dimovski je na nek način prevzel to stranko upokojencev. Vladimir Prebilič je nekako zdaj ponujal neke povezave in očitno se to ni zgodilo. Zdaj povejte mi, kakšna je vloga Milana Kučana, tako lahko beremo. Milan Kučan še vedno vleče te niti vseh teh marionet, ali ne? Jaz sem v tej zgodbi mogoče malo pristranski, ker oba dotična zelo dobro osebno poznam.
In bi rekel tako, ne, da vlado in vlado, ne, če malo poenostavim, niste se mogli zmeniti, kdo bo prvi vlado, ne. In potem do tega dogovora ni prišlo, ne. To pa, da v bistvu bivši predsednik Republike Kučan, ne, vsak poskus povezovanja na levi sredini in usklajevanja, ne, sicer seveda formalno z svetlim ciljem, ne, v narekovajih pač boja proti Janši in preprečitve Janši na oblast, ne, ker tudi tisto prvo vabilo Prebiliča je bilo s tem namenom poslano, saj tako je pisalo. Ja. Se pravi, dajmo se zorganizirati, ne, da ne bomo dobili slučajno Janše. Ne. Kučan to blokira. Ne. Zdaj ne vem, ali to pomeni, da si Kučan potihoma želi, da bi Janez Janša zmagal na volitvah in sestavil novo vlado. Ne. Je pa pač nenavadno, ne, ker povezovanje v politiki bi težko bilo slabo, ne. Ne glede na, bi rekel, na motiv, ne, tudi če je motiv zgrešen, tudi pogovori med podobno mislečimi ali pa sorodnimi političnimi strankami niso nekaj slabega, ne. Dejstvo je, da 6 malih strank, kot sva prej rekla, ne, težko računa na vstop v parlament. Zdaj, če bi iz teh 6 malih strank naredili 2 malo večji stranki, potem pa lažje, ne. Ampak očitno nekdanjega predsednika Kučana predvsem skrbi, da bi Prebilič, ne, s prerodom prišel v državni zbor, ne. Kar je pa posebej nenavadno, ne, ker ko je gospod Prebilič vstopal v nacionalno ali pa domačo politiko, ne, že kot izvoljen evroposlanec, je bilo takrat najavljeno, da je on predstavljal v bistvu ne alternativo Janši, ampak alternativo Golobu, ne. Tako da zdaj ta aktivno blokiranje Prebiliča, ne, strani Kučana in teh mnenjskih voditeljev tranzicijske levice mi nekako pušča vtis, da oni ne računajo na Prebiliča kot na alternativo Golobu in da sploh ne iščejo alternative Golobu, ne. Kar pomeni, da so nekako se zdaj, ali hočeš nočeš, sprijaznili s tem, da bodo stavili na Goloba, a ne. In to pa je, bi rekel, kar nevarno sporočilo vsem strankam, tudi socialnim demokratom Matjaža Hana, ne, ker zdaj pač blokirajo Prebiliča, ne. Če bo jim tekla voda v grlo, bodo blokirali tudi ostale, ne. Če so dvignili roke od Levice, recimo, ne, lahko dvignejo roke tudi od SD, ne. In na koncu bomo res prišli mogoče v neko čisto shizofreno situacijo, kjer bo edino, kar bo še zveličavno, ne, na tem političnem polu to, da podpiraš ali pa glasuješ za Roberta Goloba, ne, ki ima z Levico približno toliko zveze, kolikor je recimo kalorična vrednost lišaja. Ja, ampak veste, kaj je presenetljivo, ne? Milan Kučan bo prihodnji teden star 85 let, rojen je leta 41, še v kraljevini Jugoslaviji. Vodil je komunistično partijo. Konec koncev tudi po osamosvojitvi ni bil zelo zagrizen za samostojno Slovenijo. In glejte, kako je to možno, da nek star človek, starček konec koncev, ne, da ima še vedno tako moč. Ker lahko bi Milan Kučan nekaj govoril, pa bi rekli so uvod po Pahorjevo. Mislim, kako je to možno? Kateri so te vzvodi, ki jih ima ta človek v rokah? Očitno na tem delu pač političnega prostora nismo uspeli vzgojiti, vzpostaviti človeka, ki bi imel večjo moč od njega ali pa ki bi bil lahko neodvisen od teh njegovih mnenj, ne, ki bi lahko rekel so uvod, ne. Se v bistvu eden redkih, če ne celo edini, je bil nekdanji predsednik Republike Borut Pahor, ki je to poskusil narediti in mu je na nek način uspelo, ne. Dvakrat je bil proti volji Milana Kučana izvoljen za predsednika republike, ne. Zdaj reklamira pižame, ne. Zdaj, naj si vsak misli o tem, kar si hoče. Dostikrat se očita Janezu Janši, ne, njegov rok trajanja v politiki in večni predsednik SDS in tako naprej, že veliko daljši mandat recimo od pokojnega predsednika SFRJ Tita, ne. Ampak ja, če to primerjamo z Milanom Kučanom, res je, da Kučan ni na neki formalni funkciji že precej časa, ne, ampak potem si še težje razložimo to, kar vi pravite, zakaj ima tak vpliv, ne, če ni na formalni funkciji. Tako da to je tak podoben paradoks, kakor da se mi bojimo Janše, ki je v opoziciji praktično ves čas, ne, se bojimo tudi Kučana, ne, ki pa niti v opoziciji ni, ne, se pravi, ki je v bistvu nek navaden upokojenc, ne. Ampak zdaj že slišim, da je treba zamenjati geslo samo, da ni Janša, z geslom samo, da ni Kučan, ne? Ja,
Mislim, vse Kučan ni, ne? Ja, ampak to je ta je problem. v vseh Tako teh. Janša tudi ni, ne? Ja. Saj to je, zato pravim, da so to podobna paradoksa, ne? Se pravi, ni Janša, pa ni Kučan, ampak vse se vrti okrog Janše oziroma okrog Kučana. Naš problem je, da mi nimamo dolge demokratične tradicije, ne? Da nimamo pač razvite te politične kulture in tudi politične stranke s spletom okoliščin pri nas se nikoli niso dobro razvile, ne? Ko so se pojavile, v bistvu je bilo to še za časa Avstro-Ogrske, ne, potem, ko je nastala kraljevina Jugoslavija, je hitro prišla v diktaturo, že dosti pred drugo svetovno vojno, ne, potem je bila druga svetovna vojna, po drugi svetovni vojni smo imeli enopartijski sistem, ne, tako da v bistvu zdaj v teh 30 plus letih po osamosvojitvi nam pa nekako ni uspel, bi rekel, tega vzpostaviti, nekega stabilnega političnega sistema s stabilnimi političnimi strankami. Ne. Sej tudi svetovne razmere glede tega nam ne gledajo na roko, ne vidimo, da povsod praktično zmaguje populizem, da zmaguje neke ad hoc nove politične stranke, ki niso tradicionalne, da se celo politična pola obračata. Ne. Imamo zdaj nemške zelene, ki so največji zagovorniki vojn, recimo v Nemčiji pa imamo kobajagi spet neke neonaciste, ki so največji zagovorniki miru, ne, v alternativi za Nemčijo. Skratka, očitno pač v Sloveniji imamo nekaj lokalnih posebnosti, ki nam to diktirajo, plus te mednarodne razmere. Ne. Problem je, da se vse vrti okoli Janše, ki ga ni, ne, ki je v opoziciji, pa Kučana, ki še niti v opoziciji ni, ki je nek navaden upokojenec. Potem pripelje Roberta Goloba in Tine Gaber na oblast, ne, in imata realno možnost, da pač celo ponovita mandat, ne. To je pol naš skupen problem, pa ni važno, a nas skrbi Kučan, ali nas skrbi Janša. Se mi zdi, da to spoznanje, no, bi bilo veliko vredno, če bi si vsi nalili čistega vina pa priznali, da ne, nista Janša pa Kučan največji problem Slovenije ta hip. To sta Robert Golob pa Tina Gaber. In to brez, bi rekel, konkurence. No, in še nekdo iz tega Kučanovega ozvezdja, če tako rečemo, recimo, če štejemo Goloba, tja je pa seveda Zoran Janković, ki pa je dobil svoje posebno sporočilo, lahko bi rekli sredinec, ne, so mu pokazali, harmonikarji, ne, in pa seveda te organizatorji teh harmonikarjev na dan samostojnosti in enotnosti so prišli v Ljubljano in zavrtel se je tudi Janez Janša, ki je, kot pravijo, že tudi začel predvolilno kampanjo, ne. Kaj zdaj to pomeni? To zavzetje Ljubljane, to je pa kar tako samodejno. Je, ampak veste, to zavzetje je, bi rekel, skorno, da nam pregrob na ravni tistega, ko so partizani osvobodili Šoštanj za par ur takrat, ne, in je bilo to v bistvu prvo osvobojeno mesto, ki takrat še niso bili sicer priznani za zavezniško vojsko, ampak kasneje, ko so bili, je to veljalo za prvo osvobojeno mesto pač v okviru okupirane Evrope. Ne. Ampak tako sem rekel, to je trajalo par ur, ne, do jutra so pač šli. Tako da tudi ta zmaga je bila kratkotrajna. Ne. Zoran Janković je še zmeraj župan Ljubljane. Ne. V Ljubljani se še zmeraj zgodi vse, kar on reče, in nič se ne zgodi brez praktično njegovega soglasja. De facto mislim, da je, če gledamo pač formalne politike, ko on je vendarle župan, za razliko od Kučana, ki je formalno navadno upokojenec, bi rekel, da je Zoran Janković ta hip de facto najmočnejši politik v državi. Ne. Ker če ti lahko zdaj ali prisiliš, ali pa je to bilo prostovoljno, ampak povsem prostovoljno, bi rekel, na podlagi svojega znanja in izkušenj ni moglo biti. Se pravi, saj deloma prisiliš predsednika vlade, da preživi novo leto v tvoji družbi, da se s tabo dobiva, kar imamo dokumentirano tudi s fotografijami, v zasebnih prostorih v lokalu, ki je v lasti človeka, ki je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi trgovine z drogo. A veste, to je težava. Ne? Predstavljajte si ena evropska država, katerakoli, kjer se župan glavnega mesta in aktualni predsednik vlade dobivata v zasebnih prostorih človeka, ki je bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi trgovine z drogo. Jaz takega primera se ne spomnim, tudi mislim, da ga zdaj ni. To je Slovenija ta hip. Ne? In zdaj čisto vseeno, pa se opravičujem, a je meni Zoran Janković všeč, a mi je Robert Golob všeč, a mi je bolj všeč Janez Janša, ali kdo tretji, ne? Ali Milan Kučan v končni fazi. To so pač stvari, ki so nedopustne. Ampak, a veste, tu ni nobene reakcije, nihče ne odreagira.
nihče pač proti temu ne protestira. Tudi mediji nič ne Nič rečejo. se ne zgodi. Ja, ne. In zdaj, če je odgovor na to, ne, Janeza Janše, da se vrti na Prešernovem trgu v pač ritmih harmonike, je to lahko simpatično, ne. Lahko nam da nek občutek, sicer se bojim, da bolj lažen, da še zmerom živimo v Sloveniji, ne, kjer se stvari dogajajo na način, kot smo mi navajeni ali pa kot pritiče nam Slovencem, ampak potem se moramo, pride nov dan, ne, in kruta realnost, praznični čas mine in se moramo vrniti k dejstvom. Dejstva pa so, da Ljubljana za moj okus ni taka, kot bi si jo nek povprečen Slovenc želel. Še manj Slovenija, še manj pa vladajoča politika, tako v Ljubljani kot recimo na ravni Slovenije, ne. Tako da ne verjamem, da župana Ljubljane Jankovića to vrstni sredinci, kot ste rekli, kaj dost skrbijo, ne. Mogoče ga hipoma vznevolijo, ampak potem, ko ta občutek mine, pa verjetno lahko ugotovi to, kar sem naštel, ne. Se pravi, da na nek način ima izjemno velik vpliv na aktualnega predsednika vlade in da družinska ekonomija, ne, se pravi družinski biznis znotraj mesta in širše laufa nemoteno naprej, tako kot je do zdaj. No in ta vladajoča koalicija, to ji pa res ne smemo šteti v dobro, ampak v slabo, je pa seveda Ljubljano še bolj potisnila na neko obrobje. Ljubljana ni prestolnica, vsaj v smislu, da bi imeli nek muzej osamosvojitve, da bi častili ta dan, ko smo postali država in ko je Ljubljana postala prestolnica, ne. V Hribarjevi vili, to je v Cerkljah na Gorenjskem, so to Hribarjevo vilo obnovljeno odprli in pa v njej tudi odprli zbirko o osamosvojitvi. In Janez Janša je dejal, da se bo naslednje leto, se pravi zdaj to leto, kot je bilo decembra, da po prihajajočih državnozborskih volitvah bo se spet odprl muzej slovenske osamosvojitve v Ljubljani. Ali se bo? Ja, to bo verjetno odvisno od rezultata volitev, ne. Ja. Če bo Janez Janša zmagovalec volitev. Ampak to je neverjetno, da Če je bo to odvisno uspel od ene prinesti stranke. 46 podpisov predsednici republike, ker drugače očitno sploh mandata za sestavo vlade ne bo dobil, potem bo verjetno izpolnil to svojo predvolilno obljubo, če ne bo na njo pozabil, ne. Ampak, a veste, mene ne čudi, da v Ljubljani nimamo muzeja osamosvojitve iz dveh razlogov. Prvič, ker dobršen del Slovenije imam občutek, da pač žaluje za tem, da smo se osamosvojili, ne. Drug del, ki pa ne žaluje, pa je zelo kritičen do te države, ne. Se pravi, kaj se je s to državo dogajalo po osamosvojitvi, ne. V veliki meri tudi upravičeno. Se pravi, kje bi bil pol motiv, da imamo muzej osamosvojitve, da častimo to osamosvojitev, ne. Če so eni bili takrat intimno proti, pa so mogoče zdaj tudi, drugi pa, ki niso bili intimno proti, ki so bili za, pa pravijo, da pač država, v kateri živimo, ni taka, kot bi radi, da pač ni naša država in tako naprej, ne. Skratka, a veste, ni motiva, ne. Zdaj, da bi pa imeli muzej za to, da bi ga pač da bi ga imeli, pa vidimo, da tudi v Sloveniji ni ravno priporočljivo, ne. Saj imamo tudi spomenike, ki se jim jemlje glave, imamo spomenike, ki se umikajo, pa se pol vračajo, ne. Imamo pač pobude, da bi te spomenike odstranili, pa neke nove postavili. Tako da glede tega smo Slovenci, se mi zdi, zelo nedefinirani, no, bi rekel milo. Tako da to me ne preseneča. Če pa bo kdo postavil muzej osamosvojitve v Sloveniji, pa jaz mislim, da je to za pozdraviti, zato ker dejansko ne glede na vse minuse, ki jih objektivno ima ta država, je še zmerom pač najbližje temu, kar bi bil nek idealen približek, bi rekel, zagotavljanju nadaljevanja pač obstoja Slovencev kot naroda, ne. Vidimo, da pač narodi, ki nimajo svoje nacionalne države, praktično ne morejo preživeti, ne. Še tisti, ki jih imajo ali pa ki jih imamo, smo tu v nevarnosti, ne. Tako da če se tako obnašamo, država bi si zaslužila muzej osamosvojitve, tudi glavno mesto, pa ampak tudi Slovenci. Tudi Slovenci, v končni fazi, ampak tako sem rekel, glede na aktualne razmere me ne preseneča, da ker marsikdo ali pa marsikaj bi si zaslužili ta hip, mi pa tega nimamo, ne. To se pravi, države na nek način nismo vredni, ne. Ja, ali pa država ni vredna nas, ne. Zdaj odvisno, s katerega zornega kota pogledamo. Saj taka, kot jo imamo zdaj, ne. Dobro, zdaj ena prazna stavba, za katero država še ne ve,
kaj bi v njo dala in kaj bi z njo počela, je seveda ta zloglasna Litijska 51, ne, tukaj vidimo tudi Dominiko Švarc Pipan. Dali smo 7,7 milijona za nakup, takole med božičnimi prazniki 2 leti nazaj, ne, smo vrgli, oni so to vrgli, spet stranka SD, ki je v bistvu čist propadla stranka. No in zdaj, kaj bo zdaj s to Litijsko? Namreč to, kar je pa najbolj frapantno, pa je, da je Dominika Švarc Pipan, ki je takrat odstopila, zdaj ovadena zaradi, paste, ne zaradi 8 milijonov, ki jih je vrgla v stavbo, ampak zaradi nekega domnevnega mobinga. Mislim, saj mi se norčujemo iz... Ja, lažje je, ne? Se pravi, lažje je kaznovati ljudi zaradi prometnih prekrškov, ali pa recimo, ker so nehote ali pa nevede užalili predsednico državnega zbora, ne, pri njej povzročili neko občustveno stanje, pa potem dobiš položnico od policije. To ste vi, ne? Kaj ste jaz nisem še dobil. A niste še dobili? Ne, jaz še čakam na ta dokončno odločitev, moram reči, kar me preseneča, ker v bistvu je bil postopek, se sporedno pele z nekom, ki pa je že dobil, ne? To je pa psihoanalitik Roman Vodeb, on je že dobil že drugo položnico, ne? Od Urške Klakočar Zupančič preko policije. To nam gre, ne. Tam, ki so pa malo bolj zahtevna kazniva dejanja, ne, kjer je treba več preiskovati, pa vidimo, ne, smo lahko videli pred novim letom, finančna uprava je nemočna, bojda v teh postopkih, ne, pravosodje je nemočna, policija je nemočna, vsi smo nemočni, ne. Spet, mislim, nepremičnine v glavnem mestu, pa še če je država zraven, človek ne ve, zakaj je tudi toliko zapletenega, ampak vidimo, da očitno je prezapleteno, da bi mi lahko to ustrezno urejali. No, Dominika Švarc Pipan nas je seveda razveselila in potolažila, je rekla, da ne bo kandidirala, hvala Bogu, saj ne bo treba niti rokovati z Janezom Janšo. Ja, recimo, čeprav me čudi, da ne bo kandidirala, ker bi rekel, da po tej logiki, ne, da sovraž Janeza Janšo, bi imela velike možnosti. Ne. Dobro, zdaj spet smo pri nepremičninah. Gibanje Svoboda pa je v ljubljanskem BTC-ju, v Kristalni palači pa odprlo svoje prostore. To se pravi, očitno oni računajo še na en mandat, ne razkrivajo pa najemnine, ne. Zakaj gre pri tej stvari? Gredo, se širijo, so to novi prostori? Ja, mislim, zdaj, kjerkoli politična stranka v Sloveniji bi odprla postole v Kristalni palači, bi to dvignilo brvi, ne. Pri Slovencih, ki smo tu imamo spet ta demokratični primanjkljaj in vemo, da smo proti temu, da se politiki vozijo z dobrimi avti, da se vozijo z lučkami, da imajo rezidence in tako naprej, ne. In to je res fascinantno, ne. Ti odpreš prostore v Kristalni palači, pa nočeš povedati, koliko si dal za najemnino. Vse sporočilo je bilo dano že s tem. Mogoče pa niso dali nič. Ja, mogoče je zastonj, edino to, ne. Ampak drugače, sporočilo je bilo dano že s tem, ko si odprl prostore v Kristalni palači, ne. Ampak vidimo, da stvari niso zastonj pri nas, ne. Tudi recimo brezplačne kolumne v Oni plus, ne, soproge predsednika vlade niso brezplačne, ne. Eni pravijo, da stane 83 milijonov evrov. Ja. Ta hip, ne. Za lastnika. Kolikor stane obnova prve predorske cevi predora Karavanke, ne, ki jo bo delalo podjetje lastnika časopisa, v kateri pač soproga predsednika vlade objavlja brezplačne kolumne, ne. Ampak to je zdaj, ne. Mogoče bo po izkušnjah vemo, da ko bo predor končan, obnova, bo verjetno ta cena še višja. Se bo sam poviševala, ja. Ne, pač neverjetno je, kako vladne stranke lahko eno govorijo, drugo delajo, tretje mislijo in se mi to nikjer ne pozna, ne. Skratka, veliki borci za enakost, za človekove pravice, za delavce in tako naprej, ne. V bistvu vsak dan kažejo, da jim gre za vse kaj drugega. Ampak, tako sem rekel, nažalost se pač to nikjer ne pozna, ne. Fajn bi bilo, če bi se pač podpora politikom merila na podlagi tega, kaj dejansko naredijo za to državo, ne. Ampak pri nas to nima eno z drugim nobene zveze. No, pri teh prihajajočih volitvah je lahko jeziček na tehtnici tudi dolgotrajna oskrba.
ki ste jo že omenili. Namreč zdaj seveda ni zaživela, računalniškega programa ni, tudi ni zaživela za tiste, ki bi želeli imeti oskrbo pri sebi doma, ker to je glavna poanta, ne pa v domovih. Ne. Ja, ker ni dosti mest v domovih. To bi naj bil osnovni motiv, da se lahko to šlo. Ja. Tako, ne. In seveda pobirajo pa, Ministrstvo Maljevaca pobira 2-krat več denarja, kot ga sploh potrebuje. Mislim, že to je samo po sebi škandal, da ne govorim o tem, da so praktično za 1% popolnoma vsem upokojencem v Sloveniji znižali pokojnine. Pokojnina je neodtuljiva pravica, ne moreš jo kar znižati, zato ker in potem s tem denarjem ne veš, kaj bi, in ga uporabljajo za stvari, čemur ni namenjeno, ne, za dodatek za pomoč in postrežbo, to ni zdaj to. Torej, ali je to dovolj močna tema, da bi prevagala na volitvah? Ne verjamem, zato ker pač zaenkrat nič ne kaže, da bo. Ne. Že prej sva o tem govorila. Eni mislijo, da je sistem pač urejen, dolgotrajne oskrbe. Ne. Tisti, ki bi morali pač opozarjati, da ni temu tako, se bojijo pač posledice, ne, se bojijo pač politične oblasti ali pa maščevanja oblasti in so modro tiho ali pa to govorijo v rokavicah. Ne. Nas, žalujoče ostale, pa očitno bolj skrbijo druge stvari. Ne. A je bilo splužen, ki je bil sneg, ali ne, kakšni so uspehi naših športnikov ali kaj tretjega. To pa očitno ne preveč. Tako da jaz se bojim, da to ne bojo vprašanja, ki bodo na teh volitvah odločilne. Prav bi bilo, da bi bila, ampak jaz mislim, da bo še zmeraj glavno vprašanje, kako močan je strah pred Janezom Janšo. Ne? In očitno je strah pred Janezom Janšo tako močen, da nas nič ne more, pač bi rekel, bolj skrbeti. Ne? Niti dolgotrajna oskrba, niti recimo pač draginja, niti dvig davkov, nič. Enostavno nas zanima zgolj to. Ampak se je pa ta strah pa zdaj konkretiziral, namreč včeraj sem pa gledala po neki televiziji prispevek, kjer so te upokojenci, ki živijo v domovih in so jim bistveno znižali zdaj te položnice. Neka gospa je rekla, da se ji zdi prelepo, da bi bilo res in da bi trajalo. Ne. Zdaj se očitno pa oni bojijo, to bo zdaj ta poanta. Ja, sej, trajati mora samo do 22. marca. Ne. Ja. Sej, tudi vinjete so podaljšane za 4 mesece, ne, in tako naprej. Tako da očitno je pač tu podobna. Se lahko zgodi, da bo šla ta situacija nazaj, da bo nekdo to ukinil, ker vprašanje, ali bo to zdržalo? Ja, to je zdaj spet vprašanje. Navajeni smo bili do zdaj, ne, da pač če denarja ni, se ga ne da porabiti. Zdaj vidimo, da živimo v svetu, kjer se da porabiti tudi denar, ki ga ni. Tako da mogoče pač, če bo ta smer, ki je zdaj, ne, se pravi, da bo javno-finančni primanjkljaj naraščal, da bo javni dolg naraščal pač v nedogled, pol lahko tudi te stvari ustanejo. Ne. Mene ne skrbi toliko strošek tega, bolj me skrbi, da ni tega nobenega učinka. Ne. Se pravi, jaz rade volje dajem od svojega zaslužka, če bi preko tega res ljudje imeli dolgotrajno oskrbo, ki zdaj niso deležni. Ampak problem je, da je nimajo. To je težava. Ne. Podobno je recimo zdravstvom. Jaz rade volje plačujem za to, da bi ljudje imeli kakovostno pa pravočasno zdravstveno storitev. Samo problem je, da je nimajo. To so težave. Ne. Se pravi, mi plačujemo za stvari, ki jih ni, zato da potem politika, ki bi morala te stvari urediti, ki nam je pač v bistvu določila, da moramo te stvari plačevati, ta denar porablja za to, da recimo soproga predsednika vlade piše kolumne v nekih revijah in zato, da se pač predrago obnavljajo predori. Ne? To je problem. No, ampak da se obnašajo in so se vsa ta 4 leta obnašali popolnoma diletantsko in tako pri dolgotrajni oskrbi, kot tudi pri zdravstvu, ne, kaže primer tega zdravstvenega zakona, kjer je Ustavno sodišče pa zdaj reklo, da je pa absolutno neustavno, da pač v bistvu posegajo pravico do proste izbire zaposlitve za zdravnike. Tole je eden med njimi, to je gospod Gregor Kavčič, ki so ga lepo odslovili z novomeške bolnišnice, zdaj on toži, ne, on bo seveda iztožil in bomo spet vsi to plačevali. Ne. Ta vojna z zdravniki bi znala tudi prevagati rezultate volitev. Ja, mislim, to je upanje, ne? Nekaterih, ampak bomo videli, kaj bo. Ne? Zdaj, tisto, kar je jasno, je, da vsak poraz vladajoči razglasijo za zmago. Ne? Tudi unisono soglasno odločitev Ustavnega sodišča, ki je razveljavila zakon, ki so ga sami predlagali, zagovarjali in govorili, da njem temelji ta njihova tako imenovana zdravstvena reforma. Ne?
kot protiustaven, oni razglasijo za zmago. Ne. Skratka, to je pač ta strategija, ki jo poznamo iz zgodovine, ne, pač nekdanjega voditelja Kitajske, Mao Tse-tunga, ne, iz poraza v poraz do končne zmage. Ne. Zdaj jaz se bojim, da tudi to ne bo odločilno, če bo na koncu dosežen rezultat, ki je za njih edini pomemben, to pa je, da na oblast ne pride Janez Janša. Se pravi, vse ostalo je nepomembno. Ljudje nimajo zdravnika, ne? Zdaj ortopedi so šli ta teden. Torej, ljudje bodo vendarle videli, da ni nikogar, ki bi operiral kolk ali pa koleno. To bodo videli, ja, posebej te, ki so bili zdaj pač na operacijah. Ampak, a veste, kot tista žaba, ki se počasi kuha, ne? Problem je, da enkrat nam en krak skuhajo, drugič nam drug krak skuhajo, nikoli pa ne cele žabe v celoti, ne? In mi pol tega ne občutimo. To je eno, drugo pa nisem še zasledil vprašanja, ne? Koga krivite za to, da ne pridete do zdravnika, ne? Koga krivite za to, da ni dolgotrajne oskrbe, ne? Ali recimo za to krivite Roberta Goloba in Tino Gaber. Ne? To bi bilo recimo zanimivo vprašanje na teh silnih anketah, ki se zdaj izvajajo. Me res firbec smatra, kakšni bi bili odgovori. No in seveda še ena taka napaka oziroma popolna polomija pa je ta amnestija pri predaji orožja. Ne. To je klavrno propadlo, to je bil en del tega Šutarjevega paketa, Šutarjevih zakonov. Pred novim letom so v bistvu dobili 19 kosov, celih 19 kosov orožja in streliva. No, zdaj ta teden je številka porasla na 38. Kdo bo sploh dal to orožje? Ja, jaz ne vem, zakaj je bilo to narejeno, pa za koga je bilo mišljeno. Ne? Ja. Ampak te številke, ki ste jih rekli, dobro, po moje, da vsako neprijavljeno orožje, ki se preda oblastem, je verjetno pač, to je nek uspeh, ne? Ampak uspeh ni tak, kot bi si kdo mogoče želel. Ampak, a veste, vse to, jaz mislim, da je to bila samo neka kamuflaža. Ne? Že ta Šutarjev zakon sam po sebi je kamuflaža, ne? Ker se ni v resnici spremenilo čisto nič. Ne? Razen tega, da zdaj kjerkoli oblast, posebej ta, ki je zdaj lahko vstopa v stanovanja in lažje preganja drugače misleče ali pa svoje politične nasprotnike v končni fazi. Ne. Medtem ko posamezne rešitve že prej je bilo jasno, da niso tam z namenom, da bi se kakšna stvar v resnici uredila, ne. Ampak so pač nametali noter vse, kar so se spomnili, zato da bi pač naredili nek vtis, da jim je res mar in da so pri tem iskreni. In se spet bojim, da večina populacije, večina volilnega telesa je to tako vzela. Ne. V končni fazi je na koncu še opozicija glasovala za ta zakon, zato da ji ne bi učitali, da ga ni podprla. Ne. Ali bi morali plačati za to orožje? Mi zmerom delamo stvari, ki pač ne zaradi tega, ker bi verjeli, da so res ta prave, ampak zato, da nam ne bi škodile ali pa da se ne bi obrnila proti nam. Ja, ne vem, vse amnestije pri davkih pri orožju niso neka slovenska posebnost. Ne. Če pač država drugače ni sposobna do tega orožja prideti, pa je zdaj na ta način do njega prišla, mene to osebno ne moti, ne bi pa iz tega delo neke velike zgodbe. Se pravi, niti ni bil to osnovni motiv, niti ne verjamem, da bo to kaj bistveno prispevalo k boljši varnostni situaciji v Sloveniji. No, seveda zdaj, ko že govorite, tale Šutarjev zakon, pa prosto vstopamo v stanovanja, tale teden pa gremo na zunanjo politiko. Nas je pa presenetila tudi zgodba tega Madure. Torej, prosto so vstopili, da tako rečem, v njegovo spalnico. Tik preden je prijel kljuko za vrata neke sobe, kjer bi se rešil, so enostavno aretirali njega in soprogo, zdaj sta že na sodišču v New Yorku. Kaj ta stvar pomeni za Slovenijo, če sploh karkoli? Se bojim, da nekaj dosti, ker slovenska zunanja politika, tako leva ali pa desna, zdaj je pač leva ali pa naj bi bila leva. Ženska še celo, se nažalost ne ravna po realnem stanju stvari v svetu, ampak po nekih ideoloških predstavah, kako bi naj to bilo. Ne. Tako da jaz mislim, da za Slovenijo tukaj dosti ne pomeni. Drugačna situacija je glede recimo vprašanja Grenlandije pa Danske. Ne. Tu si bomo kot članica NATO težje zatiskali oči, ampak vidimo, da to celi Evropi gre precej dobro. Vsaj zaenkrat ne. Pač predsednica Evropske komisije, predstavnica za zunanjo politiko, v končni fazi šefi evropskih držav, njihovi zunanji ministri, ne. Jaz nekih velikih silnih izrazov solidarnosti z Dansko ali pa opozoril, ne,
zavezniški državi, saj na papirju ZDA, ki tudi članica NATO, da naj ne steguje rok, ne, po suverenem ozemlju neke druge članice NATO, ne, neke evropske države, nismo slišali. No. Zdaj, a je to zaradi tega, ker mislijo, da Danci niso imeli pravice do Grenlandije, da jim prvošijo, da jim to vzamejo, ali zato, ker se pač bojijo ZDA in Trumpa, je čist nepomembno vprašanje. Ne? Ampak tu se vidi, da ta silna neka načela, ne, bi rekel, pač mednarodnega pravnega reda, pravil, ki naj veljajo enake za vse, demokratični standardi in tako naprej, ne. Da je to vse pač veter v prazno, da to v resnici sploh ne velja, ampak velja zakon močnejšega. Ne. In zdaj pač ZDA imajo predsednika, ki je nekako se odločil, da bolj ali manj se bo nehal vmešavati v stvari izven zahodne hemisfere, ne. V zahodni hemisferi pa ne bo pustil, da bi kdorkoli imel kakršnokoli besedo tam razen njega oziroma pač države, ki jo vodi. Ne. To se mi zdi, da je osnovno sporočilo pri tem. Ne. Zdaj to, da eni se to lažijo, da je šlo tu za neki blazno skrb za človekove pravice, pa ne vem kakšne še vse, to ne drži. Sej Trump sam jasno pove, da je pač šlo za nafto. Ne. Mimogrede, gospa Petrovčič, a veste, zakaj je Amerika do tega Trumpovega posega v Venezueli ni kupovala venezuelske nafte? Ne, zakaj? Zato, ker je to prepovedal z dekretom Donald Trump v svojem prvem mandatu leta 2019. Ne. Se pravi, to je neka posebna vrsta cinizma, kjer ti v bistvu prepoveš, da bi kupoval nafto, potem pa to navedeš kot glavni razlog za to, da pač greš v neko državo in odstraniš njenega predsednika, ne, ker pač ti ne prodaja nafte. Ampak se pravim, da bi se zdaj mi tu neki slepili, da gre tu za neke človekove pravice. Veste, Amerika že aktivno podpira recimo Saudsko Arabijo več kot 50 let, niti enkrat ni tam sprožila vprašanje človekovih pravic, pa tam ljudi obglavljajo, ne, tudi v lanskem letu se jih kar precej. Pa nisem jaz nek zagovornik Madura, ne, ali pa aktualnega režima v Venezueli davčo tega, ne, ampak da bi pa verjeli, da so to neki motivi svetli, gotovo niso. Ampak ali lahko razpade NATO, če bi Trump posegal po Grenlandiji? Mislim, NATO bo razpadlo, če ga bodo zapustile ZDA. Dokler bodo ZDA članice NATO, potem pač bo NATO plesal potem, kako mu bodo ZDA žvižgale. Ne. A zdaj situacija, v kateri smo, ni to samo Trump, on je, pač bi rekel, samo najbolj ekstremen primer tega, tudi prejšnji ameriški predsedniki so kazali, da dajo čedalje manj na svoje evropske zaveznike. Ne. Deloma tudi upravičeno, ne, ker Evropa nič ni naredila praktično za to, da bi imela enakopraven sedež za mizo, ne, če se tako izrazim, ampak je enostavno pač samo sebe pomaga uničevati, ne, ali pa zvesto cepla kot nek kužek za Američani. Tako da, dokler bo Amerika v NATO ne bo razpadel. Ne. Če pa Amerika gre ven iz NATO nima več nobenega pravega smisla. Ne. Ampak, veste, tudi tu so stvari pač dvoredne, potekajo vzporedno. Ne. Trump po eni strani si močno prizadeva za končanje vojne v Ukrajini, ne. Po drugi strani še zmerom pač dobavlja orožje ukrajinski strani, samo to je vmes zrihto, ne, v narekovajih, da ga zdaj Evropejci plačujejo, da ne gre na račun ZDA. Ne. Tako da, veste, to je, bi rekel, slika in prilika časa, v katerem živimo. Ne. Osnovno sporočilo pa je, populizem nima ideološkega predznaka. Ne. Se pravi, populizem je lahko lev ali pa desen. Ne. Pri nas imamo populizem, ki se prodaja za levega, v ZDA imamo pač trenutno populizem, ki se prodaja za desnega, ne. Ampak skupna točka je to, da gre za populizem. Ne. Zdaj pač Trump ima več možnosti, da ga mednarodno pokaže, ker je pač so ZDA še zmerom najmočnejša država na svetu. Ne, naš predsednik vlade tega žal ne more, ali pa predsednica republike, pa potem znotraj Slovenije bolj to kažeta, ne, zakaj ima v resnici gre. No, seveda se tudi ta teden ukvarjamo s stvarmi, ki so stare 80 let in kakšno leto več. Ne. Zdaj, seveda, spomnili so se nekateri na teh družbenih omrežjih, da je bila obletnica smrti zakoncev Hribar. Torej, pri zakoncih Hribar je 9 partizanov posiljevalo Ksenijo Hribar, to gospo, čeprav sta bila ona dva zelo liberalna, sta tudi pomagala partizanom.
in potem so oba zakonca mučili, ubili in razčetverili. Na drugi strani, in seveda pobrali grad Strmol in tako naprej, itak pobili in pokradli. Na drugi strani imamo spet to obletnico Dražgoške bitke, ta vikend, ne, spet bodo romali te, kako rečejo, profit partizani tja. Torej, kdaj bomo mi pravzaprav prenehali s temi miti partizanskimi? Ja, težko, mi smo kar, kot prav kolega Videtič, smo kar mitomanski narod, ne, Slovenci, v tem smislu smo manj srednjeevropejci, smo bolj Balkanci, no to si moramo priznati, ne. Pa veste, če je realnost preveč kruta, je zmeraj boljš živeti v nekih mitih, ne. Tudi v končni fazi na Titaniku je orkester igral do konca, zato da bi pomiril ljudi, da ne bi prehitro ugotovili, da se potapljajo, zato ker se je ladja zaletela v ledeno goro, ne. Jaz ne razumem, zakaj enostavno mi kot družba ne moremo sprejeti dejstva, da narodno-osvobodilni boj je bil pozitivno dejanje, vojni zločini, ki so se v sklopu tega dogodili ali pod plaščem tega ali pa revolucija, bila je revolucija. In revolucija, pač to pač seveda ni bilo pozitivno dejanje, po vojna pač ureditev, po vojni poboji so bili absolutno zavržno dejanje. To gre mirno eno z drugim, ne. Sej tudi zavezniška stran v drugi svetovni vojni je recimo pač počela stvari, ki jih danes klasificiramo kot vojni zločin, ne. Ampak ne bomo zdaj za nazaj rekli, da je pač borba proti nacifašizmu zaradi tega ni bila v redu, zato ker so recimo bombardirali civiliste, predvsem Britanci, ne, v nemških mestih, ne. Skratka, mi se moramo pač navaditi, da lahko je nekdo pač dober človek, pa je storil nekaj napačnega, ne. Ali pa je nekdo sicer slab človek, pa je storil nekaj dobrega, ne. Mi pa tako, kot ste prej rekli, ne, vse ad personam in sploh ne pustimo te možnosti, ne. Sej ni samo stvari, ki so 80 let stare, tudi stvari, ki se danes dogajajo, imamo isti problem, ne. Če smo mi pač proti Janši, potem je vse, kar predlaga Janša, slabo, ne. In če smo za Goloba, je vse, kar predlaga Golob, dobro, ne. To je idiotizem, a veste, tu na tak način se ne da urejati niti osebnega življenja, kaj šele bi rekel ostalih stvari, ne. Tako da, glede na časovno distanco, bi pač res jaz pričakoval, da bi v vseh primerih pa obe strani, da bi pač bile zmožne obsoditi pač, bi rekel, tisto, kar je obsojanja vredno, ne. Ne glede na to na motiv ali pa pod kakim plaščem je bilo storjeno. Saj se mi zdi, da zdaj v prazničnem času sem zasledil na družbenih omrežjih neko čestitko vodje opozicije Janeza Janše, ki je pač nekako šla v to smer, ne. Je nekaj pozitivnega napisal v to smer glede partizanov. Pa še enkrat, jaz to večkrat javno poudarjam, ker se mi zdi res pomembno, SDS ima v svojih programskih dokumentih stališče, ki je tudi za mene kot recimo levičarja čist sprejemljivo, kjer pač piše, da to, kar so prej rekla, ne, se pravi, narodno-osvobodilni boj je bil pozitivno dejanje, revolucija je bila zavržno dejanje, ne, obramba lastnega doma pred pač komerkoli že, a ne, je bila pozitivno dejanje, kolaboracija z okupatorjem je bila pač zavržno dejanje. Jaz mislim, da je to neka osnova, kjer bi se lahko praktično 8 od 10 Slovencev poenotili in res ne razumem, zakaj s tako časovno distanco tega še zdaj nismo sposobni, ne. No, ampak te Dražgoše, ne, ki se spet obetajo ta vikend, ne, mislim, zdaj vprašanje, zdaj spet prihajajo nove knjige, nova resnica. Pri nas je šlo za revolucijo. Ubitih je bilo več Slovencev, so ubili pravzaprav revolucionarji, pa konec koncev tudi v partizanih je ogromno ljudi padlo zaradi revolucije, ne. Zdaj, pa nobena bistvena bitka ni bila v Sloveniji. Saj sigurno ste se učili pri zgodovini vse te ofenzive in bitke, v Sloveniji ni bilo nič. Jaz ne vem, kaj se tukaj zdaj sploh slavi v teh Dražgošah. Ja, veste, to je zdaj težko tako, da bi rekel, da bi zelo zdaj to, eno so Dražgoše, to je posebna zgodba, to je pač del tega pač mitomanstva, ampak tako sem prej rekel, a veste, to, da se reče, da je bil Šoštanj prvo osvobojeno mesto na področju, ker to je bilo takrat del Tretjega rajha, ne smemo pozabiti, ne, to je bilo priključeno Nemčiji. Zdaj, tle je več teh zgodovinskih vidikov, če imamo čas se temu posvetiti, ampak se mi zdi mogoče celo vredno, no. Treba je vedeti, Slovenija kot del takratne kraljevine Jugoslavije je bila do Logatca, ne,
po drugi svetovni vojni je pač do tam, kjer je še zdaj. Ne? 1/3 manj je bilo. Ja, Dravske banovine je bilo 1/3 manj. Mi se zdaj dosti pogovarjamo o tem, kako pač so nam komunisti zapravili Trst, pa pač ta del Primorske, ki je ostal v Italiji in tako naprej. Ne? Ampak, če gledamo zdaj čisto formalno, mogoče so nam to zapravili, ampak ta del ne, če so nam ti zapravili, so nam ta del prinesli. Ne? Drugo, kar je, cilj nemške okupacije Slovenije je bil pač jasen, ne, in tudi v tistem času je bilo dosti informacij, da bi to moralo biti vsakomur jasno, ne zdaj sam zgodovinske perspektive. Ne. Se pravi, 1/3 Slovencev pač po Nemčiji, 1/3 pobiti, 1/3 pa preseliti. Ne. Zdaj, nobena politika, kakršnakoli že slovenska, praktično ne more na to pristati. Ne. Zdaj pa od tu naprej. Jasno je, da so komunisti šli v odpor proti okupatorju s ciljem, da pač izvedejo revolucijo in po vojni prevzamejo oblast. Ne, oni so šli prav samo z revolucijo. Oni so z okupatorjem tudi sodelovali. Ja, ampak ni, veste, če bi to bilo, kar vi pravite zdaj, če bi sam to bilo, sej tudi zavezniki niso neumni, ne? Potem ne bi bili formalno priznani strani pač zahodnih zaveznikov in tudi Sovjetske zveze kot pač del zavezniške vojske, kot narodno-osvobodilni boj, ki je del te vojske. Ne smemo pozabiti, gospa Petrovčič, da prva vlada, ki je bila še ob koncu druge svetovne vojne, ne, Titova vlada je pač bila z pristankom kralja Aleksandra, ne, v kateri je bil njegov minister Šubašič, zunanji minister. Ne, in na podlagi tega dogovora so bile pač prve volitve, ne, ki so bile, kakršne so bile, in potem se je začela pač ta enopartijski režim in pa diktatura. Ne. Skratka, tle ni šlo samo za to, da je šlo samo za revolucijo ali pa da so partizani pač v narekovaju okrog vse prinesli. Jasno pa je, tako kot sem rekel, da je to bil eden izmed osnovnih motivov in da stvari, ki so se vmes dogajale, so pač bile iz tega naslova. Ne? Se pravi, pobijanje političnih nasprotnikov po vojni in ti zločini, ki jih tu pravite. Ampak še enkrat, druga stran, ne, tudi ni bila brez napak, ker takrat, ko je postalo jasno, da v bistvu bo odločal na tem teritoriju Jugoslavije po vojni tisti, ki je pač na strani partizanov, a ne? Ker so tako želeli tudi zahodni zavezniki in Sovjetska zveza, ko so prihajali pozivi iz Londona, recimo od slovenske intelektualne emigracije in tudi od kralja, a ne? Da se tisti, ki so bili del paravojaških formacij, ki so bile formalno ustanovljene strani Nemcev, pa prej Italijanov, da se pač odpovejo temu, ne, da se tudi pridružijo partizanom, da je bila razglašena amnestija, ne, so voditelji teh formacij pač niso tega storili, ne, so ljudje pač zapeljali, da so šli v ta eksodus na Koroško, ne, kar jih je potem na koncu stajalo življenja. Se mislim, da smo se midva o tem že pogovarjali. Ne. Če bi takrat pač te ljudje drugače ravnali, te njihovi voditelji. Se pravi, jaz nobenega na osebni ravni ne obsojam. Itak večina v Sloveniji, ne glede na to, na kateri strani so se borili, je bilo mobiliziranih prisilno, sploh niso šli prostovoljno niti v to. Če bi takrat slekli te uniforme, ne, če bi šli domov, bi veliko težji povojna oblast pač izvedla ta grozovit zločin, ki ga je izvedla, pač teh povojnih pobojev, ker so pač ostali v uniformi, ker so šli na Koroško, ne, in so jih potem spet z soglasjem, blagoslovom in celo aktivnim sodelovanjem, ne, zahodnih zaveznikov transportirali nazaj v Slovenijo, kjer so pač dosegli ta svoj konc. Ne. To je tema široka, ampak vendar, kaj tu zdaj slavimo? Slavimo komunistično revolucijo? V Dražgošu. Ne, jaz bi rekel, da ne. Zdaj, ikonografija je taka, kakršna je, mitomanija je taka, kakršna je, tudi zloraba Dražgoš iz strani aktualne politike je taka, kakršna je. Jaz sem leta nazaj se pač udeleževal teh proslav do trenutka, ko sem pač ugotovil, da gre za to, kar vi pravite, ne, se pravi, da gre za profit partizane, ki se tja pripeljejo v avtomobilih nemških znamk in na tem upravičujejo aktualno oblast in aktualne rabote, to, kar zdaj počnejo. Ne? To nima veze niti s partizanstvom, niti z narodno-osvobodilnim bojem, niti z ničemer. Ne? Dražgoše same kot take so pač seveda pač nek izraz tega upora, ki je tudi prinesel do tega v končni fazi, ni to bilo zdaj edino zaslužno ali pa edina posledica, ampak je nek kamenček v mozaik temu prinesel, da zdaj živimo v samostojni državi. Ne. Jasno pa je, da se pač to zlorablja, kot se
zlorablja ne samo v Sloveniji, tudi kje drugje, ta hip v bistvu praktično vsak zgodovinski spomin ali pa neke komemoracije. Sej tudi v ZDA, recimo par let nazaj, ne, v vmesnem obdobju, ko ni bilo Trumpa, veste, smo imeli tiste debate, ne, a je zdaj praktično, mislim, oče ZDA, George Washington, ki je bil služni lastnik, je to zdaj še sploh v redu, da je on, a bi se mogli zdaj pač sramovati tega in tako naprej. Skratka, treba je ločiti med tem ljudi, ki so živeli v tistem realnem času, pa to, kar se zdaj mi s tako časovno distanco, na kak način se to obeležuje, pa na kak način se to zlorablja. Ne? Tako da jaz verjamem, da je marsikdo v Sloveniji prizadet, ko to gleda, no? Ampak verjamem pa tudi, da marsikdo od teh, ki so tam, v bistvu nehote pač sodeluje v tej manifestaciji, ima čist druge, pa bolj svetle namene, ampak je pač zlorabljen na ta način. Torej tisto, kar lahko strnemo, pa bova zdaj končala to temo, ko beremo, ne, skratka, šlo je za neko provokacijo partizanov, ki so se umaknili, Nemci pobili vaščane. Zdaj tu, na tem betonskem grdem spomeniku, ne, ni prav zelo lepno, ni nikjer obeležja teh, ki so jih Nemci potem pobili. Ne. Tukaj so trupla vaščanov, ki so takrat umrli. Ne. To je velik problem, ne. Da se praktično ne loči zrna od plev, tako kot ste zdaj vi povedali, porabila sva nekaj minut, da sva to malce razložila, ampak to, kar manjka, je, da bi država dejansko opredelila, kaj je bilo, kaj ni bilo, kaj je mit, pa da bi koncu mrtve pokopali ali pa saj napisali. Okrog tega se vrtiva. Pri nas še zmeraj velja, da ker župan Ljubljane ne pusti, ne, tam pač tudi nekih romskih posmrtnih ostankov ne pokoplje. Ne. A veste, to je pač nesmiselno. Sej, kako lahko župan, recimo, glavnega mesta to prepreči, na kak način. Sej tu nima nobenih pristojnosti. Ne. Ampak mi se pač raj slepimo. Ne. Mi se raj slepimo, ker to so prehude stvari, nočemo si pogledati pač v oči, nočemo si naliti čistega vina, nočemo priznati, da tudi bi rekel, nekaj, kar mi podpiramo, je delali napake ali pa je delali zločine. Pa težko se je odreči Borčevski pokojnini, ne, od svoje prababice, ne, ki jo še dobivaš. Pa roko na srce v Sloveniji, če jahaš na tem, ne, politično, se pravi na nekem partizanstvu, ne, to ti prenaša politične koristi. Ne, in dokler bo tako, bodo pač en del politike bo na tem sigurno jahal in jim bo čisto vseeno, kaj to pomeni v resnici za druge. Ne. No in to je najbrž tudi razlog, s tem pa bova končala z zadnjim posnetkom, da je spet depolitizirana RTV Slovenija v silvestrski program tudi uvrstila partizanske pesmi. Ne. Ravno tako zdaj oni praktično, bomo rekli, jahajo ali surfajo na tem valu, da bodo imeli mogoče kakšne bonitete. Ne. Saj to je pravzaprav tudi malce dvomljivo, ali je to sploh primerno ali ne. Kaj vi mislite o tem? Ja, ne vem, zdaj, kakor ta pač bi rekel pritlehni politikanski populizem, ki nam zdaj vlada, ne bi bil presenečen, če bodo do volitev razglasili, da je recimo Robert Golob nek neposreden potomec nekega heroja narodnega ali pa celo, da je celo on osebno tam bil udeležen v teh herojskih podvigih. Ne. Mislim, depolitizirana RTV itak je največja, bi rekel, škoda dela samo sebi, ker je program, bolje depolitizirana program je manj kvaliteten. Ne. In bi rekel, ta silvestrski program za moj okus je bil nekvaliteten. Te noter, ne, se pravi, bi rekel, te primesiji, te vložki, ne, ker tudi personalna sestava teh gospodov, ki jih zdaj gledamo na ekranu, bi si zaslužila skoraj poseben pogovor, ne. Pa še 2 uri, da bi se samo o tem pogovarjali, koga so, zakaj so, na kak način so jih zbrali, kakšna sporočila so oni dajali. Ne. Tudi moram reči, da šale, ki so jih pripovedovali, ne, bi komi rekel, da so primerne za nivo nacionalne televizije, posebej za nek silvestrski program, ne, da pač vegetarijanci jejo, če sem si prav zapomnil, usrano solato, vegani pa pač uprano solato, to še bi rekel je bila ena nežnejših, ne, neke šovinistične in tako naprej. Skratka, pač to je neka slika Slovenije, ta hip, ne, se pravi, malo smo partizani, malo smo šovinisti, malo smo Košnikova gostilna, na tem nivoju smo, ne, in to je pač nacionalna televizija, to je to, kar nam v bistvu sporočajo. Ne. Zdaj spet,
da prehitim vaše vprašanje, ali bo to tudi vplivalo na rezultat volitev, ne vem, če bo, ampak se pravim, pač jaz ne skrivam tega, da mi ni všeč to, kar se dogaja, no? In da si želim nekih sprememb. Čeprav sem drugače politično usmerjen kot Janez Janša, mene ne skrbi to, da bi pač prišel Janez Janša na oblast, ne. Se strinjam, da bi bilo to mentalno zahtevno za ljudi, ki smo drugače politično usmerjeni, ampak se mi zdi to majhna cena za plačati, glede na to, kar imamo zdaj, ne. Še posebej zato, kar sem prej tudi omenil, ker itak, ko je na oblasti Janez Janša, se vsi in vse mobilizira proti njemu, tako da so tudi zlorabe oblasti potencialne veliko manj verjetne in veliko težje ravno zaradi tega, ne. To, kar pa imamo zdaj, da je v bistvu v imenu antijanšizma čisto vse dovoljeno, ne, in da so vsi standardi moralni, bi rekel, pravni, človeški in neki kulturno-slovenski poteptani, ne, to za moj okus niti približno ne upravičuje tega, ne, da se pač bojimo, da bo prišel Janez Janša na oblast. Torej, tu bova zaključila, Aljuš Pertinač naredila piko za zdaj, ne. Hvala lepa, ker ste prišli komentirati tale prvi teden. Ravno tako je bil pester in poln vsega. Prosim, najlepša hvala vam za vabilo, no, in še enkrat hvala tudi nasploh za priložnost, da sploh obstaja mediji ali pa mediji v Sloveniji, kjer lahko človek pride povedati svoje mnenje. Nažalost je tudi to zelo pri nas čedalje redkejše, no, tako da je to posebej za pozdraviti. Hvala lepa in hvala za pozornost. Nasvidenje.